V tej epizodi ti predstavim en zelo zanimiv model oziroma ponudbo, ki lahko pokrije celotne stroške za tvoje oglaševanje. Kar pomeni, da lahko imaš brezplačne oglase oziroma da se oglaševanje lahko samo pokriva. Tej ponudbi se reče self-liquidated offer. V slovenščini nisem čisto sigurna, kakšen bi bil prevod. Skratka, gre za model oziroma način, kako lahko torej pokriješ stroške z ponudbo za svoje oglaševanje in marketing in tako prideš do novih strank bolj ali manj brezplačno. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Pa dajva najprej razložiti, kaj self-liquidating offer sploh je. Gre v bistvu za ponudbo, ki je običajno nekaj nižje cenovnega oziroma nizko cenovnega. Običajno je do 50 evrov, seveda to ne velja za vse in za zmeraj, ampak je v bistvu ena taka vstopna točka za tvoje stranke, ki še te mogoče ne poznajo, in je to v bistvu vstopna točka v tvoj posel in hkrati ponudba, preko katere se potem pokrivajo tudi stroški tvojega marketinga, mogoče oglasov in tako naprej. In to v bistvu je torej, gre nekako tako, da v bistvu imaš promet oziroma recimo, da imaš oglase ali pa vsebine, ki peljejo na to tvojo mini ponudbo, če temu tako rečemo, oziroma nizkocenovno ponudbo, oziroma self-liquidated offer. Zakaj je v bistvu, če bi prevedli v slovenščino, bi bilo, da se ponudba, ki se sama pokriva, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker vse, kar se zasluži na tej ponudbi, v bistvu cilj tukaj je, da pridemo na nulo. Torej, da vse, kar zaslužimo na tej ponudbi, lahko vložimo v marketing, oglase in tako pridemo spet pred nove stranke. In mogoče se zdaj vprašaš, okej, ampak kaj imam jaz od tega, če sem potem na nuli? Fora je v tem, da v bistvu ne služimo tukaj na tej mini ponudbi, ampak v bistvu ta mini ponudba potem vodi v glavno oziroma lahko še neko vmesno in pa glavno ponudbo oziroma si lahko potem sledijo. Se predstavljaš lahko kot neke stopničke, kjer peljemo stranko po različnih ponudbah. In tukaj ne gre za neko manipulacijo ali nekaj, da jih bomo okoli prinesli pa jim potem še nekaj prodali, ampak gre v bistvu za neko smiselno pot tvoje stranke, kjer jih pač pelješ iz ene ponudbe v drugo. Torej, da v bistvu ali nagrajujejo svoje znanje ali v bistvu so ponudbe nadgradnja ene na drugo, ker pač tvoje idealne stranke recimo, da to potrebujejo. In cilj tega self-liquidating offer je, da pridobimo stranke, ki potem skozi to mini ponudbo pokrijejo marketing in začnejo graditi odnos. Cilj je profit oziroma kar pa gre zaslužek, če temu tako rečemo, za tvoje podjetje, je pa potem v naslednjih ponudbah. In zdaj se mogoče vprašaš, zakaj podjetja sploh uporabljajo ta model? A ne? Zakaj v bistvu je smisel, je pač, če še ti mogoče, saj smo že razložili, ampak dajmo še enkrat ponoviti, zakaj je v bistvu to tako zelo pomembno. Zaradi tega, ker s tem lahko pridemo do bolj mogoče stabilnega dotoka oziroma je eden izmed načinov, da imamo stabilen dotok strank. A ne? In marketing v resnici potem postane investicija, ni več strošek. A ne? Če si predstavljaš, da neko podjetje imamo in da investiramo oziroma da damo recimo 10 evrov v oglaševanje in nam nekdo skozi teh 10 evrov, ko oglašujemo recimo na Facebooku, a ne, naredi pač nakup s to mini ponudbo, ki je recimo za 27 evrov ali pa za 17. Kaj to pomeni? Da smo iz 10 evrov naredili v bistvu 27 evrov. In zdaj, če se vprašaš, kolikokrat daš potem teh 10 evrov noter, verjetno kolikokrat pač zmoreš. A ne? In s tem lahko vidimo, da se v bistvu naredi en taki čudoviti krog, kjer marketing več ne postane torej strošek oziroma oglaševanje, ampak je lahko v bistvu popolnoma brezplačen oziroma super investicija.
a ne, in s tem v bistvu si omogočamo, da potem lahko več damo, tudi namenimo, investiramo v oglase, a ne, sploh če so ti oglasi nam potem pozitivno delujejo oziroma je naš cilj, da pridemo do nule in ta mini ponudba potem vodi v večje ponudbe, potem lahko v bistvu pridemo do večjega prometa in pa hitrejše rasti, a ne. In pa seveda tretji razlog, zakaj je ta metoda, če temu tako rečemo, tako zelo zanimiva in uspešna, ker stranke lažje kupijo potem večjo ponudbo, a ne. Če si predstavljamo, da še nekdo bolj hladni skeptik pa še nas ne pozna, pa se mu sicer zdi to ful zanimivo, je lahko v bistvu nekaj nizkocenovnega kot en taki bolj impulziven nakup, kjer takoj kupijo, ne rabijo ful razmišljati in tako naprej, a ne. In ko so enkrat seveda zadovoljni in želijo iti korak naprej, bo odločitev do naslednje ponudbe veliko, veliko lažja, kot če bi to večjo ponudbo prodajali tistemu hladnemu skeptiku, ki še od nas ni nič kupil, a ne. Zato je v bistvu to zelo, zelo pomemben korak, ki nam lahko v bistvu pripomaga v bistvu pri pridobivanju strank, pa na drugi strani tudi v bistvu so stranke lahko zelo, zelo zadovoljne, ker že v bistvu dobijo kako bi rekla, neko pokušino, kako je za sodelovati, ne, že zgradi se zaupanje in potem lažje naredijo naprej. In zdaj, če pogledamo en zelo zanimiv primer, je recimo McDonald's, a ne. Ko je McDonald's v bistvu začel s tem sistemom, je marsikdo mislil, da oni živijo od tega, da prodajajo burgerje. V resnici pa ni čisto tako, a ne. Njihov poslovni model je bil malenkost drugačen, in so burgerji v bistvu bili vstopna točka v njihov posel, kar pomeni, da je bil recimo cilj, da prodajo toliko burgerjev, da so približno na nuli, a ne. Torej, da ko oglašujejo in prodajajo burgerje, če to seštejemo, so približno na nuli in potem se vprašaš, okej, s čim pa so potem služili? Služili so pa s tem, ko so zraven burgerja prodali krompirček, Coca-Cola, večje menije, večje pakete, porcije, druge dodatke in vse ostalo, a ne. Tako da tam v bistvu je pa tisti večji zaslužek, ki ga potem McDonald's recimo ima. In če verjetno pač, jaz sicer ne hodim tja, ampak včasih, ko sem pred leti, je bilo zmeraj tako, a ne, da če greš v McDonald's, redko kdaj kupiš samo burger, ampak običajno zraven kupiš še krompirček ali pa še kakšno, ali pa celo cel paket, a ne, tiste, ki imajo že kar skupne menije, a ne, že kupiš v bistvu torej več komponent zraven in s tem v bistvu te komponente so tisti največji profit, ki ga ima od strank tudi recimo McDonald's, a ne. In mogoče se lahko zdi potem, ko recimo oglašujejo burger samo za toliko pa toliko evrov, a ne, se zdi poceni, vsaj včasih je recimo še tako bilo, ampak če pa potem gledaš, okej, da ko prideš, a ne, pa ne kupiš verjetno samo enega burgerja, dodaš še krompirček, pa ta cena lahko hitro naraste, tako da v bistvu ena stranka kupi veliko, veliko več kot samo burgerje, ne. In če mogoče te zanima, a je to možno uporabiti ta sistem, a ne, self-liquidating offer v različnih industrijah, je moj odgovor seveda ja. Pa če pogledava recimo nekaj primerov, recimo če pogledava spletno trgovino, a ne, kako bi lahko to v spletni trgovini uporabljali. En takšen primer je Dollar Shave Club, kjer je v bistvu, saj na začetku, zdaj se je že malo spremenila cena, ampak na začetku je v bistvu so prodajali britvico za $1, a ne, zato tudi Dollar Shave Club, kjer so torej je lahko uporabnik kupil britvico za €1. In verjetno si lahko predstavljaš, da je to precej lahka odločitev, ali bo, ne vem, nek moški, ki vidi, da je da pač povsod so te britvice, povsod so ti oglasi, da je to nekaj popularnega, plača €1, je lažje reči ja, kot če je ta britvica recimo za €100, a ne. In zdaj vprašanje, kje so pa zdaj potem služijo oziroma kako sploh je to možno. V bistvu, kako je to možno? Zaradi tega, ker so potem te rezila, ki jih potem prodajajo,
to je v bistvu to, kar oni primarno, če temu tako rečemo, služijo oziroma prodajajo, ne. In seveda so potem dodajali še različne pene, različne dodatke, več enakih, recimo različne pakete in tako naprej. In tako v bistvu lahko v spletni trgovini tudi to zelo, zelo lepo deluje. Potem drugi primeri, recimo, če pogledamo še kakšne druge industrije, kot je recimo izobraževanje ali pa kakšni informativni produkti, tečaji in tako naprej, a ne. Lahko imaš kot vstopno točko neki spletni tečaj ali pa kakšne template za 27, za 7 evrov, za 5 evrov, za 3 evre, lahko tudi za 1 evro, a ne, ki ti pokrijejo torej Facebook oglaševanje in potem, ko nekdo kupi ta manjši tečaj, ga ta manjši tečaj recimo pelje potem v naslednjo točko oziroma v neko večjo ponudbo ali celo lahko že takoj povečaš vrednost košarice, kjer kupijo torej recimo neki mini tečaj za 5 evrov in zraven dodaš še, ko oddajajo naročila, da lahko obkljukajo, recimo temu se reče bump ponudbe, a ne, kjer je recimo vsaka še za 10 evrov in lahko takoj že vrednost takoj prvega nakupa hitro povečaš. In tako pač potem lahko hitreje tudi mogoče prodajaš spletne tečaje, spletne programe in pa tako naprej. En primer recimo je lahko tudi online joga, ne, kjer lahko mogoče dobijo neko vstopno točko, nekaj mini in potem tudi, ne vem, letni program joge in tako naprej. Mogoče bo kdo rekel, ampak okej, lahko mogoče to uporabimo tudi za kakšne lokalne storitve, ko so recimo zobozdravnik, fitnes, mogoče frizerji, a ne, ali kaj takšnega. In sicer lahko tudi to uporabimo v offline svetu, če temu tako rečemo. Na primer, da imamo prvo čiščenje zob za 19 evrov, a ne, potem vsako naslednje, ker če je nekdo prišel prvič, pa je ful navdušen, pa mu je bilo super pa fajn, a ne, to pokrije recimo naše oglaševanje in naše delovanje in potem recimo kupijo pa pakete za vzdrževanje ali pa ne vem, da potem ponovno pridejo, pa so nekaj višje recimo ali pa cenovni oziroma se ponovno potem vračajo. Tako da ta model v bistvu deluje tudi v drugih industrijah. Tudi recimo, če pogledamo, kjer poslujemo, torej posel z poslom, B2B, a ne, ali pa za kakšna recimo svetovanja ali pa coachinge ali kaj takšnega, je lahko zelo zanimiv sistem, tudi takega verjetno zelo pogosto tudi srečamo, je recimo brezplačna knjiga, kjer plačaš oziroma knjiga za 1 evro ali pa za 1 dolar, pa plačaš potem še poštnino, a ne. To je tudi lahko recimo način, kjer lahko preko nekega svetovanja oziroma dobiš res fizično knjigo, pa potem lahko dokupiš ali še kaj obkljukaš kot bump ponudbe in seveda ta ponudba potem vodi v višje cenovne ponudbe oziroma v neke večje ponudbe, a ne. Tako da v bistvu je to v bistvu način, kjer lahko se igramo in uporabljamo v različnih industrijah, lahko malo prilagodimo, tako da v bistvu paše nekako na naš brand, kot bi recimo rekel. In zdaj, če pogledamo samo še psihologijo, ki je odzadaj, a ne, to, da nekdo reče prvič ja in nekaj kupi, je kot ena taka mikro commitment, a ne, kjer je lažje reči ja mogoče nekaj, tudi če je samo za 1 evro, a ne, je psihološko drugače. Potem kontakt, ta, ki ga imamo, oziroma ta kupec, ta stranka je veliko bolj drugačna kot samo nekdo, ki se naroči recimo na naše novičke, a ne. Tukaj je v bistvu res potem ločimo med tisti, ki so kupci, pa tisti, ki so samo sledilci ali pa subscriberji oziroma naročniki recimo na naše novičke, a ne. Tako da tukaj je v bistvu lahko takoj že v bistvu ločimo, kdo je. In seveda, če so prvič naredili nakup, tudi če je to samo za 1 evro, bo naslednji ja lahko veliko hitrejši in pa lažji. Seveda, če vzamemo, da je ta prva ponudba bila res dobra in so potem tudi navdušeni, a ne.
Zgradi se torej en taki krog, kjer potem hitreje rečejo ja in se pač kvalificirajo za to, da postanejo pač boljše stranke, če temu rečemo v narekovajih boljše. In zdaj, kako v bistvu tudi razmišljajo, kako mogoče obrniti razmišljanje kot podjetniki s to ponudbo, a ne. Mogoče bi lahko rekli, okej, do zdaj smo razmišljali oglaševanje, oglasi, a ne, to, da imam oglase na Facebooku, je zmeraj strošek. S to ponudbo lahko v bistvu tudi razmišljamo o tem, da v bistvu oglaševanje oziroma marketing investicija, kjer imamo merljive ROI oziroma vračilo na investicijo, kjer lahko točno vemo oziroma merimo, koliko se nam vrne, torej koliko investiramo in koliko dobimo nazaj. A ne? In tu je en taki mindset preskok, ki nam lahko veliko bolj koristi, kot če na oglaševanje gledamo samo iz stališča stroškov. A ne? Jaz recimo sem nekaj časa nazaj sva recimo z enim legendarnim delala zelo čudovito strategijo, kjer je v bistvu najel eno agencijo, ki se ukvarja z oglaševanjem in so v bistvu niso vključili nobenega sistema, kjer je bilo res oglaševanje samo strošek. Torej so bili samo oglaševanje nekih plačljivih ponudb. In seveda ni bilo tako zelo uspešno, kot pa potem, ko sva v bistvu midva šla čez in prilagodila ta sistem, da v bistvu so oglasi postali bolj investicija kot samo strošek. Seveda je potrebno običajno nekaj časa, da ti v bistvu najdeš ta prave tiste zmagovalne kombinacije, da ti to deluje, ampak definitivno pa je fajn, ker lahko takoj vidimo, kakšno je naše vračilo na investicijo, recimo v oglaševanje. A ne? Kaj je tukaj veliki plus, je tudi to, da v bistvu, ko imamo enkrat to postavljeno, nimamo več tako, a ne, da ko je kampanja, imamo bum, potem pa je tišina, a ne, ampak lahko to v ozadju nam zmeraj teče, kar pomeni, da imamo tudi nek stalen tok potencialnih strank oziroma strah. A ne? In strah pred dvigovanjem budžeta oziroma da bomo mogli vedno več potem investirati v oglase, se v tem primeru totalno pač raztopi, a ne, ker lahko vidimo, okej, če jaz v oglaševanje dam 10 evrov, pa dobim nazaj 27, seveda želim to ponoviti in več oglasov pomeni zame lahko tudi večji zaslužek oziroma več oglaševanja, a ne. In več kot investiram, več recimo dobim nazaj, ko imam seveda sistem, ki mi pri tem deluje. In rast podjetja, prodaje potem ni več odvisna, recimo, če gledamo družabna omrežja, od viralnosti, ampak od sistema oziroma od tega, koliko pač recimo investiramo v samo oglaševanje. In mogoče se zdaj vprašaš, okej, kako se pa zdaj tega lotiti, kako zastaviti si mogoče, da imam tudi jaz lahko en takšen lijak, če temu tako rečemo, oziroma sistem. Je fajn, da začnemo ne pri tem, kaj bi bila tvoja najnižja cenovna ponudba, ampak da se vprašamo, kaj s tem želim prodati, kaj je tista moja največja ponudba. Torej začnemo z načrtovanjem za nazaj, a ne, kaj je torej končna točka, kaj je glavna ponudba, ki jo želim prodati, in potem seveda začneš delati rekonstrukcijo, kaj recimo na kateri stopnji kaj more razmišljati stranka, kaj more iskati, kaj so njeni izzivi. En korak prej, pa še mogoče en korak prej, odvisno pač, kakšna je ta tvoja glavna ponudba. Če je ta tvoja glavna ponudba za, ne vem, par 100 evrov, potem seveda mogoče je čisto dovolj, če imaš samo eno mini ponudbo, če je pa nekaj 1000 evrov, pa je mogoče potrebno še kakšna stopnička vmes. Tako da zmeraj se lotimo torej pri zadnjem koraku in načrtujemo za nazaj oziroma torej načrtujemo potem naprej. Tukaj je največja napaka pri tem, da načrtujemo, da pogledamo, okej, kaj lahko dam nekaj nizkocenovnega, kaj že imam, a ne, in potem kaj pride do največje napake, da v bistvu ali ta naša mini ponudba sploh ne da neke velike vrednosti, da bi v bistvu mi navdušili te kupce in potem seveda ne kupijo nič drugega naprej, zaradi tega, ker pač jih nismo navdušili, a ne, ali pa še slabše, da jih razočaramo, ker dobijo mogoče samo neko promocijo. Večkrat delim ta primer, da sem jaz recimo enkrat, se prav spomnim, kupila nek spletni program od ene podjetnice v tujini, da dobiš pač neke rezultate, skratka, nek
program in potem je bilo v bistvu tako, da ko si kupil ta program, od njega nisi imel čisto nič drugega kot promocijo, zato da pač, če želiš imeti rezultate oziroma to, kar je bilo obljubljeno, da bo rešitev tukaj, če hočeš to res imeti, moraš v bistvu kupiti naslednjo ponudbo in se počutiš v bistvu v tem primeru zelo okoli prinešena in seveda nisem kupila več ničesar, čeprav so obljube bile pa res super. Zato je res zelo pomembno, da tudi če je nekaj nizkocenovna, da je v bistvu vrednost tega 10-kratnik, kot običajno priporočajo, in da res s tem navdušimo stranko. To ne pomeni, da zdaj jo zasipamo z vsem, da ji damo ne vem koliko ur predavanj in nečesa, kar pač imamo, ampak da je res rešimo en mikroproblem, ki ga ta stranka ima in ga res konkretno rešimo. En takšen primer pri meni, ki ga lahko pogledaš, je recimo darilo 2.0, kjer res rešimo torej en mikroproblem in to je problem, kako oblikovati v bistvu prvo vstopno točko oziroma brezplačnik, ki potem pelje naprej v naslednje ponudbe. In v tem mini programčku lahko torej res dobiš zelo konkretno, kako zdaj to narediti, ker to, da oblikuješ brezplačnik, ni samo, da pogledaš, kaj pač imaš brezplačno zadat, ampak je v bistvu strateško postavljen jak, ki potem naravno vodi v naslednje korake. Druga velika napaka, ki jo vidim pri oblikovanju takšnih ponudb, je, da ni potem jasnega naslednjega koraka. Torej, da misliš, da bomo zaslužili samo za to mikroponudbo in potem ne pelje naprej in seveda to potem seveda ni najbolj uspešna. In pa tretja napaka, ki je povezana z prvima dvema točkama, je tudi to, da ponudba ni povezana sploh z glavno ponudbo. Da je ta mini ponudba je nekaj, ni delček glavne ponudbe oziroma delček, ki rešuje problem večje ponudbe, ampak je v bistvu totalno nepovezana ali pa ni povezana v očih idealne stranke. Zato je res zelo pomembno, da je to med sabo zelo dobro načrtovano, da koraki vodijo enega izmed drugih. In kako se najlažje tega lotiti? Jaz zmeraj priporočam, da enostavno vzameš list papirja, kuli ali pa neko pisavo, pač začneš si delati skica, kaj je glavna ponudba, kaj bi potem bila smiselni korak, predkorak. Podobno si lahko predstavljaš, da če greš recimo v trgovino in potem, ko imajo tiste degustacije v trgovinah, to sem jaz včasih pred leti v študentskih letih tudi delala tako, te degustacije. In kaj je fora tam? Tam je fora, da v bistvu lahko poskusiš, ne vem, če je to degustacija za neko hrano, lahko recimo ta čips poskusiš 1, 2 in če ti je všeč, kupiš večjo količino. Zelo nesmiselno bi bilo, če bi ti tam dajali pokušino ali pa degustacijo jabolka, pol bi ti pa prodajali recimo čips. Zato je v bistvu zelo smiselno, torej pomembno, da so te ponudbe med sabo usklajene. Tako da, to je to, kar sem ti za danes želela deliti. Če imaš kakšno vprašanje, če imaš že svojo ponudbo, ki ti lepo deluje, bom ful vesela, če deliš mogoče tudi svoj primer, lahko mi deliš na mail, na družabnih omrežjih ali pa spodaj v komentar. Uživaj in se vidimo naslednjič. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.